hrana in življenje. In sicer vam bom povedal par stvari o dveh zadevah. Prva je eno vprašanje, ki ga vedno znova naslavljajo name. In sicer me sprašujejo, ja, kaj pa ti pol sploh ješ? Ker če ne jeste, recimo, mesa, vas začnejo spraševati, ja, kaj pa pol sploh ješ, kot da ni nobene druge hrane na tem svetu. Pa na divje. Ker to je eno vprašanje in vam bom pokazal eno vrsto slik, lepih fotografij, kaj vse je mogoče jesti. In je tisto dobro. Jaz namreč vem, kaj imajo ljudje v ozadju. Navajeni so jesti bolj ali manj vedno isto. Navajeni so jesti to, kar je že od malega doma in še vedno je pogosto v teh krajih prepričanje, da je ta prava hrana sestavljena iz krompirja, iz mesa, iz župce, pa solate. To je pogosto še vedno. Prepričanje, da je to edina ta prava hrana, pa mogoče še pol kakšna pica, pa malo pomfrija, pol se pa včasih že kar konča. Okay. No, jaz bom torej najprej na to odgovoril. Na to vprašanje, kaj pa ti sploh ješ? In hkrati bom seveda tudi odgovarjal še na eno vprašanje, zakaj je ta hrana dobra. Druga tema, o kateri bi rad govoril, je pa tudi zelo pogosto prepričanje, da so diete, kot se reče, fajn zadeva in da dieta v glavnem pomeni to, da manj ješ. Da pač ne ješ vse tiste hrane, ki si jo prej, ali pa da se kakšni hrani odpoveš. Ljudje včasih mislijo, da je dieta preprosto to, da namesto takega kruha poješ takega. Če to pa zdaj dieta. Prav, razumejo dieto kot krčenje, kot zmanjševanje količin, naprimer, hrane, ali pa zmanjševanje vrst hrane, ki jo človek lahko uživa. No, jaz bom poskušal pokazati, da nič od tega ne drži. Bom povedal. Da to nima nobene resne zveze z dieto. In vam bom seveda, tako kot vedno, navedel tudi raziskave, ki to, kar bom povedal, potrjuje. Da boste rekli, da sem si kaj izmislil. In kot vedno, začnemo z slikco. Tole je knjiga, ki sem jo prebral čez vikend. Napisala je ena ameriška psihologinja, Charlotte Markey, ki dela v New Jerseyju in se že veliko let ukvarja s problemi prehranjevanja, diet, hujšanja in tako naprej, zdravega prehranjevanja in tako dalje. Vrsto let, ima veliko izkušenj in je napisala tole knjigo. Zelo dobra knjiga. Naslov te knjige je Pametni ljudje ne gredo nikoli na diete. Pametni ljudje nočejo sploh slišati o dietah.
In zdaj vam bom povedal, zakaj ne. Skliceval se bom na to knjigo in na raziskave, ki so opisane v njej, pa na raziskave, ki jih poznam iz drugih virov. Prosim, Timotej. A ste jo prebrali? To knjigo, čez vikend, ja. Strani. Ta knjiga ima, nisem čisto natančno gledal, je kar sorazmerno debela, ne znam natančno povedati. Nisem gledal, no vem, nekaj 100, moram reči, nisem pogledal, koliko je zadnja stran, kako je v številu čela. Je pa kar obsežna, zajetna knjiga. Tih to za en vikend. Je šlo v število. Okay. Torej, vidite tukaj podnaslov je zelo lep in sicer kaj nam najnovejša znanost lahko pove o tem. O dietah, o hujšanju, prehranjevanju, najnovejša znanost. Ne znanost iz pred 20 let, pa 50 let. Najnovejša znanost je iz včeraj. Od predvčerajšnjim tudi. Okay, to so naši viri. Dobro, zdaj, zakaj pametni ljudje nikoli ne grejo na diete? Oziroma, ali to pomeni, da ljudje, ki hujšajo, ker nekateri ljudje hujšajo vedno znova in kar ves čas, a to pomeni, da oni niso pametni? Ne bi rekli, da niso pametni. Tako se sam reče, zato tega naslova ne smete razumeti kot, da je žaljivka, češ tisti, ki so na dietah, pa niso pa. Ni čisto tako. Torej, zakaj nočemo sploh slišati o dietah? Poglejmo par spoznanj, najnovejših, znanstvenih spoznanj. To niso vraže, to niso spoznanja, ki so jih napisali ljudje, ki sicer pišejo horoskope ali kaj podobnega, to je znanost. Torej, znanost pravi in raziskave in študije potrjujejo, da ljudje, ki se odločijo za diet, se pravi, da se bodo prikrajševali pri prehranjevanju, pogosto oziroma verjetno bodo svoje podvige zaključili tako, da bodo jedli še več kot prej. Študije torej kažejo, da se diete velikokrat, ne vedno, končajo klavrno. Da ljudje, ki se prikrajšujejo pri hrani, na koncu enkrat kasneje, še več pojedo kot prej, kar pomeni, da namesto, da bi hujšali, da bi torej z dietami zmanjševali telesno težo, jo povečujejo. Kar je zelo čudno slišati. Trudiš se dolgo časa, da bi zmanjšal telesno težo, na koncu imaš pa večjo kot prej. Ampak tako je. Zato torej na to uho ne slišimo. Diete, pozabite. Ker niso uspešne. Mogoče kdaj, za koga so, največkrat pa niso. Zakaj ne? Zato, ker je problem, kot bom povedal tudi kasneje, v resnici nekje drugje. Problem, ki se ga ljudje skušajo lotiti z dietami, namreč prevelika telesna teža, je v resnici nekje drugje, ne v preveliki telesni teži. Zato dieta ni ustrezna rešitev, ker tudi problem
bil ustrezno definiran. Človek reče, imam preveliko telesno težo, moram skušati do poletja si to še delač, ampak zdaj eni že razmišljajo, moram do poletja skušati novih kopalk, da jih lahko oblečem, ali pa iz kakšnih drugih razlogov, hodim po plaži in ne želim, da vsi vidijo, koliko mi šprehov je dol visi. In do poletja, naprimer, želim skušati za x kilogramov. To je napačna definicija problema, ki za seboj potekne napačno reševanje problema. Diete namreč. Z dietami tega napačno zastavljenega problema v glavnem ne rešite. Torej je treba problem definirati drugače. Potem se ga pa da reši. No in to bomo mi tudi naredili. Gremo lahko počasi. Torej to je prva raziskava. Ne lotite se diet in ne prikrajšujte se pri hrani. Okay, zato pametni ljudje ne grejo na diete nikoli. Okay. Ena stvar. Gremo naprej. So lepe te slikice, nismo gledali. Druge, torej, raziskave. Ja, tudi tako rečemo, glavno, eni ljudje nosijo tehnico že kar sabo po svetu, nenehno tehtajo, rano, pa preštevajo kalorije, da ja, ne bi preveč zaužili. To ni ta prav način. Torej, še ene druge študije, raziskave, govorimo o the latest science, se pravi o najnovejši znanosti. Okay? Kar pomeni, da to ni meni ptičica prišepnila, ampak sem se jaz potrudil in sem prebral knjigo, ki sem jo prej že omenil, in v knjigi to piše, črno na belo. Torej, študije konsistentno, kar pomeni vedno znova, dokazujejo isto. Ni važno, kje naredite študijo, kdo jo naredi, s kom jo naredite, rezultati so vedno enaki. Rezultati raziskav pravijo, da, zdaj pa dobro poslušajte, da diete običajno vodijo k povečevanju telesne teže, ne pa k zmanjševanju. Morda, na kratki rok, še morda človek izgubi kakšen kilogram, ampak dolgoročno ne izgubite teže, ampak jo pridobite. To zelo čudno zveni, zelo kontraintuitivno je. Hočeš zmanjšati telesno težo, prikrajšuješ se pri hrani in kot rečeno, na koncu imaš več kil kot na začetku. Spravi bi bilo bolj, da sploh ne bi začel nikoli z dieto. In zato pametni ljudje to tudi naredijo. Sploh ne začnejo z dieto. Torej, in tukaj bi že kar rad opozoril tale izraz, namreč z eno psihološko revijo, že lahko rečemo, da je zmanjševanje telesne teže, da je obvladovanje prehranjevalnih navad, da je zdrav način življenja mnogo bolj kot z medicino povezan s psihologijo. Psihologija nam pomaga pojasniti, zakaj ljudje, ki se odločijo za diete, navadno pridobijo na telesni teži, namesto da bi se telesna teža zmanjšala. To nam pojasni psihologija, tega ne pojasni medicina. Čeprav je v navadi in ljudje pogosto tako razmišljajo, da so prehranjevalne navade domena zdravnikov.
Da so zdravniki tisti, ki o tem največ vedo, da o tem največ vedo, recimo dietologi, nutricionisti in tako dalje, in tako dalje. Pa ni čisto tako. O tem veliko več vedo psihologi, ker je problem s telesno težo pogosto, nisem rekel, da vedno, pogosto, čisto drugje, kot mislijo ljudje. Čisto drugje, kje je, bomo povedali še. Ampak zaenkrat lahko upeljemo torej izraz psihologija, ker že slutimo, da mora biti z dietami, če to nenehno študije dokazujejo, da mora biti nekaj narobe. Da obstaja neka napačna povezava. In dejansko obstaja. In psihologija nam pove, katera je. In mi si jo bomo tudi povedali, tako da boste na koncu tudi vi vedeli, v čem je težava z dietami, oziroma z širše rečeno, zdravim načinom prehranjevanja in sploh zdravim načinom življenja. Torej, ne štejte kalorij. Zdaj, ko smo že upeljali izraz psihologija, se počasi približujemo pravi definiciji problema, ki ga imajo nekateri ljudje, se pravi prevelika telesna teža. Ko govorimo o preveliki telesni teži, v resnici vstopamo v en širši svet, ki je življenjski slog. Življenjski slog ali način življenja posamičnih ljudi. Pravi, razširiti moramo svoj pogled in reči, pri dieti ne gre toliko za zmanjševanje kalorij, kot mislijo mnogi. Ne gre za krčenje, pritrgovanje pri hrani. Ne gre za diete, ampak gre za način življenja, ki je seveda lahko bolj zdrav ali pa manj zdrav. Okay? Ta premik moramo narediti k razmišljanju o načinu življenja. Zdrav, kako ljudje živijo. Kako živijo iz dneva v dan. Kaj počnejo, kako se vedejo, kako čustvujejo, kako razmišljajo in tako naprej. To so pa vse izrazi, ki imajo veliko več skupnega s psihologijo, kot pa z medicino. Nekaj imajo seveda tudi skupnega z medicino. Gotovo, da imajo. Zdaj nismo rekli, da nima nič. Vendar moramo poudarjati več, imajo skupnega z psihologijo vsakdanjega življenja, življenjskih slogov. Dobro. In gremo naprej. In raziskave spet, vedno se sklicujem na raziskave. To, kar sem ravno kar povedal, potrjuje. Tukaj ga lepo piše, da ljudje, ki se lotevajo diet in ponavadi se jih lotijo torej na napačen način, ustvarjajo z dietami še dodatne probleme. Sami pri sebi ustvarjajo dodatne probleme in študije to potrjujejo. Ljudje, ki se odločijo za diete, bodo verjetno imeli težave pri učenju novega. Težave pri učenju bodo imeli. Mi to že vemo. Zakaj? Zato, ker hrana pomembno vpliva na delovanje možganov. In možgani so zelo občutljivi za hrano, ki jo uživamo. Zato smo že velikrat poudarili, da niti slučajno ni vseeno, kakšno hrano uživamo. In seveda, ravno tako ni vseeno, da kar nehamo nenadoma uživati določeno hrano. Ali pa če se začnemo pritrgovati
hrano, češ od danes naprej bom pa manj jedel. To ni dober pristop. Ker si s takim pristopom nakopljate, ne samo to, ko smo prej rekli, na koncu boste imeli več kil kot na začetku, ampak še dodatne težave si nakopljate, naprimer dodatne težave z učenjem, ki so povezane z delovanjem možganov. Okay? To je ena težava, ki si jo nakopljate lahko z dietami. Druga težava je kognitivna, reševanje problemov. Težave pri reševanju problemov. Se pravi, ne samo, da pridobivate na teži, ampak si nakopljate še kognitivne probleme pri reševanju problemov. In v vsakdanjem življenju je treba rešiti veliko problemov. Ne samo, če hodiš v šolo, tudi sicer. In to ni fajn, da si človek nakoplje take težave. Pa še, tretja vrsta težav, študije to dokazujejo, da imajo ljudje, ki se lotevajo diet, tudi težave pri obvladovanju samega sebe. Težave pri obvladovanju svojih občutkov, svojih misli, svojih emocij, svojega vedenja, cel kup težav. Zdaj vidite, da z dietami pravzaprav tvegate, da pridete zdržja pod kap. Prej ste imeli samo, recimo, preveliko telesno težo, pa imate pa še težave z učenjem, pa spominom, težave z reševanjem problemov, pa težave z obvladovanjem svojega vedenja, čustvovanja in vsega drugega. Zveni kot nočna mora. In tudi je. Za nekateri ljudi to tudi je nočna mora. Zlasti za tiste, ki so na dietah leta in leta in leta in leta in se zadeva nikamor ne premakne, oziroma, kot smo videli, se lahko premakne celo na slabše. O tem vam v glavnem ne bodo govorili, vam ne govorijo in verjetno tudi vi mislite, da je dieta pač preprosto zmanjševanje količine kalorij. Pa ni. Ni. Napačen pristop. Treba poudariti še nekaj. Zdaj nadaljujemo. V bistvu bomo povedali še nekaj, kar je zopet iz reda psihologije. Namreč, v trenutku, ko se človek odloči, da kakšne hrane ne bo užival, da je recimo za njega prepovedana, da se ji bo odpovedal, sladkorji, ogljikovi hidrati. Tako, zdaj bom pa jaz danes šel na dieto, nič ogljikovih hidratov, ali pa jih bom vsaj zelo, zelo zmanjšal. Kaj se zgodi? Ta ista hrana postane še večji predmet poželenja, kot je bil prej. Še bolj si želite te hrane, ki ste jo sami sebi prepovedali. Če še tega ne smem jesti, zato ker dieta X pravi, da to ni dobro. Torej, tega ne bom jedel. Lažje reči, kot storiti, ker je psihologija ljudi taka, da ko je nekaj prepovedano, postane še bolj privlačno. To vsi poznate. Še pregovor pravi, da je najslajši sad kateri. Tisti, ki je prepovedan, ja. Bolj, ki ga prepovedujete, bolj sladek je. Bolj si ga želite. Kar pomeni, ko se odločite za take skrajno preproste diete, v bistvu nič drugega ne naredite, kot da se spravite pod stres. Pod stres se spravite. Ne smeš. Samo mal. Ne, ker je prepovedano. To je še nočna mora. Gledaš pico,
ali pa tortica, sline se ti cedijo, ne smem, samo malo, ne smem, samo košček, ne, to je dno. Prosim, Stres je glavni ta faktor rejenja. Stres je zelo pomemben pri tem, imaš prav. Shujšal ali se ugojil. Zelo pomemben. Imaš prav. In zdaj se človek še dodatno spravi pod stresom. To je grozno. Čista nočna mora. Posledica telesne obremenitve. Gledaš hrano na smem. Torej, ne tega početi. Ne tega početi. Treba se je drugače lotiti problema. Sej problem še zmeraj obstaja, ne? Nismo rekli, da je kar zginil. Še zmeraj obstaja, samo drugače ga moramo interpretirati. Pol bo pa šlo. Na ta način prav gotovo, da bo šlo. In spet, ne? Študije dokazujejo, da ljudje, ki se lotijo te strategije, zaprav ne smem, zame je to prepovedano, ne bom, prepovedan sadež. Kaj se zgodi? Kako se vse skupaj konča? Tako, da pojejo še več te hrane kot prej. Ker je še bolj privlačna. Ker je prepovedana. Se pravi, spet, kot sem rekel, prišli ste zbežali pod kap. In lahko samo pozabite na zmanjševanje telesne teže. Ker začetni pristop ni ta prav. Torej, jaz upam, da je zdaj že zelo jasno, koliko ima pri tem psihologija. Ne medicina, psihologija. Psihologija človekove želje. Psihologija te čudne logike, da ko nam je nekaj prepovedano, postane še slajše. Še rajkati. To psihologija pojasni. Kako to možno? Zakaj je to tako? Okay. In gledal prej. Dobro. Zdaj pa, da bomo sami rekli, kaj vse ni, ne? Ta prav pristop, pa kaj ne vodi nikamor, pa kaj je nočna mora, pa sapilka, pa grozljivka, pa Alfred Hitchcock in tako naprej staja, ne? Dobro, zdaj pa pogledamo, kaj se pa da narediti, ne? Ker če pa človek 120 kg, pa recimo, če ima preveliko telesno težo, mogoče je pa kar dobro kaj narediti. Da ne bomo čist pesimistični, ne bomo rekli, da se pa ne čist nič ne da narediti. Poglejmo, kaj se pa vendarle da. Ker se da. Sam problema se treba lotiti na ta pravi način in na ta pravim koncu. Na tam, kot pravi Timotej. Kot se reče tudi po domače, najprej se začne v glavi. V mozgu, ja. Oziroma v tem, kar pravimo, kar imenujemo v angleščini mindset. Mind je Zadeve se torej začnejo v umu. Ne. Pogledam, kjer je dieto, manj biti odgan tisto. Gremo. To ne bom kabel prepolavil. V umu se začne. Ko rečemo, da se nekaj začne v umu, to improve your mindset. To improve pomeni izboljšati, spremeniti na bolje, mindset. Kaj to po domače pomeni? Način razmišljanja. Preden se lotimo hujšanja, se lotimo načina razmišljanja človeka o svetu, o sebi, o svojem telesu, o dietah. Sem sodi način čustvovanja, način, kako vstopamo v medsebojne odnose, način, kako razumemo druge ljudi in tako dalje, tako dalje. Vse to je mindset. Ok? Se pravi, tukaj je treba zagrabiti, kot se reče, bika za roge. Nobenega hujšanja, ampak začnemo razmišljati, kaj se nam dogaja. Recimo, zdaj predolg cajta bi traja, če bi tole, ampak nič hudega, se ne bomo šli po tej poti. Kaj se nam dogaja, da imamo, na primer, tole? Tukaj se začne, tukaj je prvo začetno vprašanje.
Kaj se nam dogaja, da nismo več taki, kakršni smo morda nekoč bili, naprimer, ampak smo taki. Kaj se je vmes zgodilo? Ker nekaj se je. To je prvo vprašanje. Zakaj smo taki, namesto da bi bili, recimo, taki? Ok? O tem je treba razmišljati. Treba se je vprašati in treba se je pogovarjati. Naprimer z nekom, ki o tem veliko ve. To je dobro, to je koristno. Pogovarjati se z nekom, ki o tem veliko ve. To je rumeno, to so maščobe. To je špehovje, to je mast. Tukaj je malo, je, kaj potrebujemo, naše to potrebuje. Maščobe, seveda, zelo potrebuje maščobe. Zdravo. Seveda. In jih tudi ima naložene. Ampak ne toliko kot tale, gospod, tukaj. Ok, torej, to je prvo vprašanje. Gremo mi nazaj. Kaj se torej dogaja? To je ključno vprašanje in rekli smo, mi smo zdaj tukaj, da vidite, spodaj, da sem spet domača naloga naredil, sem na to vse barvo, rdečo, črto, tako kaj treba, takoj ven stopi, da se takoj vidi. Jaz sem najprej pate pa uči, da začnemo z glavo. Ja, to je prva stvar. Torej, če hočete kaj narediti, svojo telesno težo, svojim telesom, in tako naprej, s prehranjevalnimi navadami, začnite pri glavi. Odločite se, da boste naredili najprej nekaj v svoji glavi, v umu. Okay? In sledi tole. Preden začnemo s kakšnimi novimi dietami, naučiti se to feel good about his or her body. Biti zadovoljen Ja. z njenim Ali pa svojim telesom. Biti zadovoljen z svojim, dobro se počutiti v svojem telesu, v svoji koži. Tukaj se zagrabi problem. Ne pa, da napadamo telo z dietami. Veste, vidite ljudi, mnogi ljudje ne marajo svojega telesa. Se ne počutijo dobro v svojem telesu. Nekateri ljudje sovražijo svoje telo. Nekateri ljudje prezirajo svoje telo. Nekateri ljudje, o tem bomo še govorili, se počutijo slabo v svojem telesu. Kaj ti? Če pogledate en dan, recimo televizijo, boste videli lepo število oglasov. Kar lepo število. Če bi gledal človek en dan televizijo, samo en program, od jutra do večera, bi videl ogromno oglasov. Ok. In če bi se resno lotil analize takih oglasov, bi ugotovil tole. To so že naredili, tako študijo, take študije, so že naredili in jaz vam samo posredujem rezultate. Kaj so ugotovili? Ugotovili so, da v reklamah, v oglasih, največkrat, oziroma skoraj vedno, ne čisto vedno, ampak skoraj vedno, nastopajo ljudje, ki so popolno telesno, torej obliko, težo, ki so lepi, praviloma so mladi, ne vedno, ampak praviloma pa, oziroma tudi, če so stari, zgledajo mladi in seveda so zdravi. V osnovi so photoshopirani. Prosim? V osnovi so photoshopirani. Ja, tako je. To je pa manipulacija, za katero poskrbijo fotografi, kamermani, tako. No, ampak v glavnem vi vidite lepe, mlade, zdrave, fit, močne ljudi.
moške, ženske, whatever. In analize so pokazale tole. Takih ljudi, ki nastopajo v teh reklamah, je, da me zunaj, a veste koliko? 1 na 1000 je tak. 999 ljudi ni takih. Kar pomeni, da vsaka reklama, v kateri nastopajo taki ljudje, sporoča, kako neustrezni ste, ker niste taki kot oni. In tudi ne morete biti taki kot oni, ker samo 1 na 1000 ima tako atletsko postavo kot tista ženska tam ali pa tisti moški tam. Ne morete biti večno tako mladi, kot so oni, ker se pač staramo. Vsak dan se stara, danes mi nekdo rekel, da se jaz staram. Vsi se. Vsak dan se postara, vsakdo za 24 ur natanko, dragi moji. Okay? V 2 dneh pa za 48 ur. Prosim, Timotej. Aha, ok. Pa so tudi oni, ki naprimer delajo v teh oglasih za prodajo, ki pride tam en, da je uporabljal to napravo, naprimer, vsak dan par ur, pa je čist nabita, ne? Pa to ni res. Saj pravi, v realnem svetu, v resničnem svetu je takih ljudi 1 na 1000. Se pravi, seveda so. Ampak 1 na 1000. Če je Slovencev 2 milijona, je takih približno 2000. Saj so. Ampak vsi ostali pa niso. In v tem je manipulacija medijev. Kaj ti, ko gledate te podobe? Želite biti podobni. In to vam tudi sporočajo. Ker vam rečejo, vsaka reklama ima enako obliko. Če boste kupili izdelek žbijer, boste postali taki, kot so pač tiste v svoj posebe, ki ta izdelek reklamirajo, oziroma propagirajo, oziroma oglašujejo. Ampak če ga ne boste? Če ga ne boste, ste pa obsojeni na peklo in grozo in trpljenje in... Kaj? Kar neki. Ampak to vam oglasi sporočajo vsak dan. Ja, zato jih jaz preskočim. Hvala Bogu. Hvala Bogu, da jih preskočiš. Ker vam vzbujajo slabe občutke. Ker v resnici nikoli ne boste taki, kot so oni. Pa če kupite ne vem koliko izdelkov žbijo, ki vam jih ponujajo. Ker gre samo za denar. V resnici tam nikomor ni do tega, kakšni vi ste, ali pa kakšni bi bili. Gre samo za to, da vam ponujajo, da nekaj kupite, ker hočejo od vas denar. Pa obdelajo vse. Vse obdelajo, da so čim bolj lepi, ne, in mladi, vse kot sem prej rekel, tudi če niso mladi, če imajo 80 let, izgledajo, kot da imajo 30, itd. To so nerealni ljudje. V oglasih nastopajo nerealni, neresnični. To so ljudje iz drugega vesolja. Okay? Ampak ravno v tem je bistvo tega, o čemer danes govorimo. Kaj ti? Naučiti se biti zadovoljen s svojim telesom, kakršen je. To je pomembno. Ne pa frustrirati se, kakšno naj bi moje telo bilo. In garati na tem in delati na tem in hoditi ne vem kam že in ukvarjati se z dietami in tako dalje. V tem je, ko govorimo o življenjskem slogu, ko govorimo o zdravem načinu življenja, govorimo o tem, da se naučimo biti zadovoljni sami s sabo. Ne pa, da svoje telo preziramo, da se imamo za luzerji, češ, kako zgledam, kakšno moje telo, ima take oblike kot unemo nekenka tam in tako dalje, da se nehamo torej prezirati, da začnemo sprejemati svoje telo, kakršno je in da ga imamo radi. In šele potem
ne pred tem, pa lahko naredimo kaj, da bomo, kot tukaj piše, to improve, da bomo naredili nekaj za svoje telo in za svojo dušo in za svoj način življenja. Vse lahko kaj naredimo, gotovo da lahko. Gotovo lahko kaj spremenimo na bolje, seveda lahko. Ali je to v našem interesu? Seveda je. Zakaj pa visimo vsak četrtek tukaj? Zato, ker hočemo o tem kaj vedeti. Kako to narediti? Z dietami prav gotovo ne. Z učenjem, kako sprejemati svoje telo in se dobro počutiti v svoji koži, to pa že. To je pa zahtevno. To je pa zahtevno, kajti ljudje, niso vsi ljudje dobronamerni, veste. Nekateri ljudje nas nenehno kritizirajo. Nekateri ljudje so večno nezadovoljni z nami. Nekateri ljudje imajo vedno znova pripombe čez nas. Nekateri ljudje pravzaprav nas nenehno pritiskajo v stanje stresa in nezadovoljstva. To se dogaja. Tudi starši to počnejo svojim otrokom. Jih kritizirajo, jim težijo, kot se reče. Pritiskajo nam, le kakšen si. Moraš biti drugačen, moraš biti tak, kot so drugi in tako dalje. To ljudje počnejo nenehno. In se ne počutijo dobro zaradi tega. Nihče od vas si ne želi, da vam nekdo nenehno kaplja na glavo, koliko niste dovolj dobri, koliko ste uno, koliko ste problematični, koliko ste sporni, koliko imate neustrezno telesno težo, kakšno je vaše telo. Tega se nihče ne želi. A drži? Nobena se tega ne želi, ker ni prijetno in tudi k ničemu ne prispeva. Nobene koristi od tega, razen slabe volje. In tega, da se človek počuti počas kot loser. In postane vse bolj nezadovoljen s svojim telesom. In začne verjeti, da je z njim res nekaj narobe. In da je z njegovim telesom nekaj narobe. In da z njegovo telesno težo nekaj narobe. Za njegovo obliko telesa nekaj narobe. Za njegovim zdravjem nekaj narobe in tako dalje in tako dalje. In potem je zgodba lahko zelo hitro tudi konec. Taki ljudje, ki so nezadovoljni s svojim telesom, nezadovoljni s seboj, ne samo s telesom, vsem, kar tvori človeka, imajo resne težave. Ne samo, da so več čas pod stresom, te so zadnjič tudi govorili. Ne samo, da so več čas pod stresom, ampak tvegajo tudi depresije. Tvegajo tudi depresije, depresivne občutke. Občutke žalosti, občutke krivde, občutke neustreznosti, tudi občutke manj vrednosti. In to niso ravni občutki. Koristi pa sploh niso. Nikomu to ni koristi. In seveda se tak človek lahko potem samo še pogreza v depresijo. Torej, rekli smo, da se problema z zdravim prehranjevanjem, zdravim načinom življenja, tudi zmanjševanjem telesne teže lahko, zakaj pa ne? Lotimo popolnoma drugje, kot ponovadi mislijo zdravniki, medicinci, oziroma tisti, ki zagovarjajo medicinski način razmišljanja o človeku. Mi zagovarjamo psihološkega. Torej, začne se v glavi. In pa s tem, da poskušamo vplivati na to, kar se v ameriški psihologiji imenuje self-image. Samopodoba. Tako je, to pa je samopodoba. Ko stopiš pred špegel in se pogledaš, vidiš samopodobo. To pa je podoba. In biti zadovoljen s to podobo ni enostavna zadeva. Kot sem prej rekel, ker vam propaganda nenehno sporoča, da je z vami nekaj narobe, da bi morali kupiti še ne vem kaj, pa narediti še ne vem kam, pa ne vem kje na telovadnico je, da bi bili zadovoljni. Zdrav človek na tako propagando odgovarja zelo preprosto, ali pa smart people, pametni ljudje, kot smo videli na začetku te knjige. Pametni ljudje odgovarjajo, saj jaz sem že zadovoljen sam samo, kar nehite, lahko odstopite takoj. Od te propagande, od glasov, od kritiziranja, jaz sem že zadovoljen sam samo. To je stališče zdravih, pametnih, če hočete, ljudi, ki so nekaj naredili sami sabo, svojo glavo. Torej, kar nehite, me kritizirati, ker jaz sem že zadovoljen.
Lahko se je še kaj naredim v svojem življenju, izboljšam, ja, ampak jaz sem v osnovi zadovoljen sam s seboj. In zdaj imamo dobre temelje, da nekaj naredimo v svojem življenju. Izboljšamo, na primer, mindset oziroma izboljšamo self-image. Tako, zdaj smo prišli v bistvu na začetek. Pozabite to na diete, pametni ljudje, dieti, imate slišati noče v njih. Tole je čisto nekaj drugega. Okay? In to bomo zdaj malo preskočili, potem sledi odgovor na tisto prvo vprašanje, ko mi ljudje sprašujejo, ja, če ne ješ mesa, ja, kaj pa pojmen sploh jem? Oziroma, ja, kaj pa ti sploh ješ? In jaz ti jim rečem, kolikor hočete hrane na tem svetu, glih, kolikor jo hočete, najrazličnejše. Jaz vam bom pokazal zdaj množico slik, lahko bi jih pokazal do večera, ampak ni treba, da bi jih kažem do večera. Eno množico slik, recimo, kaj jaz jem. To so fotke. To so resnične fotke, to je nič izmišljenega, pa retuširanega, pa ne umetnosti, to so resnične fotke. A je to lovorjev list? Lovorjev list je tudi, tole, mislim, da ni glih lovorjev, nek drug list je, ampak nekaj v tem smislu. Ena zelenjava, ja, en list. Ni glih lovorjev, ampak ne vem, kateri je, vse to menim. Torej, kaj jaz jem? Vsak dan, razen enkrat na teden. Enkrat na teden pa ne. Ampak ti smo že ne, v petkih ponovati, včasih tudi v četrtkih, vse to tle povem, ampak ponovati to v petkih. No, recimo, ta teden bo jutri. Jutri ne, ampak 6 dni v tednu pa jem. Naprimer, tole. Ali pa tole. Ali pa, ne, samo toliko, da bo, a veste, nekaj ljudje rečejo, če ne bom jedel mesa, zakaj pa sploh še ostane? Zdaj ni nobene druge hrane na tem svetu. No in jaz rečem, kolikor jo hočete. No in zdaj malo slikce, gledaj, ne združim, samo gledam slikce, kaj je Dušan, da to tak je. Za zdrav zajtrk. Tudi, ja, zdrav zajtrk, zdrav večer, zdrav malce, zdrav, kar hočete. Jagode mora biti domače, poleg tega nismo. Zdaj si sam predstavljate, recimo, da bi vam zavodu postregli s tako hrano, na tak način, na porodice in tako naprej. Ali je bilo to fajn? Ali je bilo lepo? Ja. Ali vam postrežejo? Ne. Ampak problem je pa rutar, ne? Ko ne gre! Ja, tole je! In po možnosti, da je še takole servirano. Ne jemo kar zveri z rokami, pa z obličem, pa tako kar psi, ne smeš kjer pa jemo. Ne, jemo lepo. Hrana ni dobra samo za jes. Hrana je dobra tudi za gleda. Za gleda. To je čisto nekaj drugega kot diete, dajmo se prikrajati. Tudi, kaj jemo, moramo zjeti. Pa tudi taj zjeti. Ja, ok, dajmo še kakšno fotko pogledati. Lepo. Recimo. Solata. Kaj je Dušan Rutar je? To ste sami slikali, pa slukali? Ene pare moje, niso pa vse moje. Je tako lepo dekorirano. Sej! Super, ker gre tudi za estetiko, kot smo rekli. Da jemo v lepem okolju, da nam je prijetno, ne pa da se neki škalo prikrešujemo, da bomo tega koza bomo odrezali, da bom tle imaš pa jej in tako naprej. Ja. Zato je tudi daj fajn je to kakšno. Pa je to zraven tega, kar je na krožniku. Tole, kar je na krožniku, zraven krožnika. Ja. To je kruh, to je pa pomaranča. Ja. Če se to mislim. V kakšna trgovina je, pa si kupiti kakšne krožnike, pilice, prte, takega. To je meso. Tole, tukaj spodaj so ribice. So fileji. A ni lepa? To je hruška.
ni hruška. Dobro je hruška, tam pa taka čudna. Ja, še vedno je hruška. Prebarvana. Ja, ne, a vidite, ko ljudje rečejo, kot sem prej rekel, edina ta prava hrana je dunajski zrezek, goveja župa, testen krompir pa solata. To so 4. Obstaja pa še 4 milijone. To vam hočem sam. Slaba navada pa je uživanje in odlične hrane. Sej. To pa najbolj... In vedno isto, vedno enako. Vse to je narobe, ker je odlično. No, gremo dalje. To je file salmon, losos. To so fileji lososa. A ja? A si predstavljate, da imate tak zajtrk v tle? Ne. Pizza, Sam, to je najbolj zelo dobro. Bravo, ker je. Je. Ja. Ne samo, da je lepo, ne samo, da je zdravo, ampak je tudi dobro, ko to okusite. Ja, okusno je. Zato gre. Za način, ne, kako hrano pravimo, kako jo serviramo in kako jo použijamo. Vse to je že del načina, ki se mu reče za angleščini lifestyle, načina življenja. In to bomo še prepeljali do tega na konc. Kako so zadeve pravzaprav silno preproste, če jih znamo prav misliti. Zelo preproste. Ok, gremo. Recimo, to bi bilo tudi za malce. Sploh ni toliko dražje, kot si ponovadi predstavljala. Če da vam to misli, da sem jaz milijarder, ker nisem. Jaz nimam doma naftnega vrelca, na vrtu delo se Ne, ni. Samo treba si malo čas vzeti, pa jeti kakšnemu ta pravim kmetu, pa na tržnico, pa malo povedati, ne pa kar je to v tako trgovini, vse tam dol, ko je to samo da gremo še nekaj spremeniti. Ja. Ves čas govorimo o načinu življenja. A veste, prehranjevanje, ja, še en poudarek. Prehranjevanje se začne že, ko razmišljate, kaj boste kupili, pa kje boste kupili. S tem se že začne. Pa kako boste odšli tja, pa naprimer s kom boste odšli tja, kam boste pa že odšli kupiti, recimo zadevo. In kako jo boste pripeljali domov, in kako jo boste pripravili, kako jo boste servirali. Vse to, vse tem govorimo. Ne govorimo samo osko o hrani, pa o kalorijah, pa, kot sem že 3-krat povedal, da nas enega kosa kruha bomo dali samo pol. Pa ne pa ni jeti. To ni nič. Če bo kruha pojesti, to ni nič. Ja, ne, recimo. To so vse obroki, ki jih Dušan Rutar je. Veliko. Veliko jih poje. In uživa v tem. A ja, no, to smo pa zdaj že malo naprej. Samo toliko za ilustracijo. Kaj pa ti sploh ješ? Torej, a lot. Veliko jem. Najrazličnejšo hrano. Tle je samo ena tisočinka fotk, ki bom jih lahko pokazal, ki ima več smisla. Raznovrstno jesti. Zdaj pa ponovimo še enkrat, več hudega nam ne bo, če to naredimo. Smo že večkrat to povedali, ampak bomo še enkrat. Torej, med drugim tudi Dušan Rutar spije veliko zelenega čaja. Tukaj noter je zelen čaj. Kava. Tudi lahko kavo, ampak jaz pijem veliko zelenega čaja. To smo že videli, oziroma nekaj podobnega smo že videli, in smo rekli, da nujno je, da v naših telesih pri presnovi hrane nastaja tako imenovani oksidativni stres, oziroma nastaja oksidacija. Ne vidite, ko celice pač uporabljajo kisik, ker ga morajo, torej nujno nastajajo prosti radikali, kot se jim reče. Prosti radikali, to je tole, prosti radikali.
To je prosti radikal, to je tisti projektil, ki ga ne želimo imeti v svojem telesu, ker umanjka elektron in potem dela škodo v našem telesu. Dela škodo, poškoduje membrane, celic in tako dalje. Škodo dela. In k sreči vemo, da z uživanjem antioksidantov lahko do določene mere, seveda, absolutno ne, do določene mere vplivamo na te proste radikale, tako da nam ne delajo več škode v našem telesu. In to je tudi prispevek k zdravju. To je že prispevek k zdravju. Se pravi, vidite zdaj zelo jasno, slika je, če hočete prispevati k zdravju, ne se tega lotiti, da bomo zmanjševali nekaj. Ne, ampak spremenili bomo, še vedno bomo jedli. Še vedno bomo jedli veliko. In dobro bomo jedli. In okusno bomo jedli. In v lepem okolju bomo jedli. Samo jedli bomo nekaj drugega, ne tisto, za kar smo najprej mislili, da je edina ta prava hrana na tem svetu. Okay? Se pravi, nekaj bomo spremenili. Ne odvzeli, ampak spremenili. To je čist nekaj drugega. No in to je že ena prispevek, recimo uživanje antioksidanti, recimo zelenega čaja. So še druge antioksidanti. Jaz sem rad zeleni čaj. In potem se nekateri norce z mene delajo, ker stalno vrtim tole šalico po rokah in zakaj ti spiješ toliko zelenega čaja? Zaradi tega. And I like it. To je preprosto. Seveda bi lahko vprašanje tudi obrnili nazaj. Zakaj ga pa ti ne? Zakaj moram vedno jaz odgovarjati na vprašanje, zakaj ti to počneš? Lahko tudi to obrnemo, povejte še mi, zakaj je treba vedno jesti dunajske zvezke. Prosim. Jaz pijem čaj. No, in to je koristno in dobro in fajn. In o tem ni nobenega spora, nobenega dvoma ni, da je tako. Prosim, Timotej. Zeleni čaj v bistvu dopolnjuje naš mozak. Bravo, ja, v bistvu dodaja manjkajoče elektrone, dodaja, ker je sestavljen iz molekul, dodaja manjkajoče elektrone oziroma iz atomov in ko so ti prosti radikali spet taki, kot so bili prej, so srečni in ne delajo več škode. Nikjer v naših možganih ne delajo, pa drugje po telesu ne delajo, oziroma v nobeni celici ne delajo več škode. In celice so zaradi tega zdrave in so srečne. No, to smo že prej pogledali, to lahko preskočimo, to pa ne bomo preskočili. To smo tudi že, sicer nekaj takega smo že enkrat videli, pa videli samo nič hudi, bomo malo ponovili. Ko se nalagajo maščobe v našem telesu, to smo videli tukaj. Se pravi, ko se naše telo spreminja počasi iz te oblike, naprimer na tole. Sam da ne boste mislili, veste, nekateri ljudje mislijo, da ko je človek star, kao je 50 let, da kar mora biti tak. Jaz to doživljam vedno znova, da me ljudje tudi čudno gledajo, češ kaj je s tabo narobe, zakaj nisi tak. In jaz si odgovarjam, ne vem, zakaj bi bil, da tudi nikoli ne bom. Ker ni logike, da bi bil tak. Ne vem, zakaj bi bil tak. Ampak nekateri ljudje pa mislijo, da je kar treba biti tak. Dobro, mogoče v mladosti še ne. Kasneje si pa kar naenkrat lahko. Ni logike. Nobene logike. Zlasti ne, če pogledate srce. Če pogledate srce, če pogledate žile, pogledate prerez in pogledate, kaj se dogaja na stenah žil, ko ste taki. Pardon, ko ste taki. Tale gospod ima v svojih žilah veliko teh oblog. So obloge. In, to bomo tele preskočili, ko se
človek dolgo časa na tak način prehranjuje, da je tistih oblog veliko, se povečuje možnost, da se bo zgodilo kaj od tega. To so podatki, to so uradni podatki, ki nam povedo, kako ali pa koliko vpliva prehranjevanje. Zdaj govorimo samo o prehranjevanju. Na najpogostejše smrti ali pa razloge za smrt pri ljudeh. Najpogostejši razlog so srčna obolenja, oziroma odpovedi srca, oziroma srčno obolenje. Okay. In tale znak tukaj nam pove, da pri tem igra pomembno vlogo prehranjevanje. So tudi drugi dejavniki, ampak prehranjevanje ima pomembno vlogo pri prvem najpogostejšem razlogu za smrt danes. Vsaj v zahodnem, kot se temu reče, razvitem svetu. To so bolezni srca in tudi uživ. Drugi, hrana ima pomembno vlogo pri rakastih tvorbah oziroma celicah oziroma pri nastajanju raka. Pomembno vlogo ima. Naprej, kap. Hrana ima pomembno vlogo pri bodisi nastajanju možnosti za kap ali pa pri preprečevanju možnosti, da vas kap. In tako dalje. Ni nujno, da gremo skozi celotno schemo. Tole je še ena slika, ki vam jo pokažem za konec. To je slika, ki nam pove, kaj se počasi dogaja, ko se recimo v normalnih celicah začnejo kopičiti tumorske celice. In ko te celice prodrejo, so zelo invazivni, prodrejo recimo v žile in se potem seveda začnejo sprehajati po celotnem telesu, ker žile vodijo čisto povsod po vašem telesu. Če se to začne dogajati, je že kar malo pozno. Torej, nočemo, da se to dogaja. In prav gotovo k temu ne bodo prispevali diete, kot smo danes pogledali. Bo pa prispevalo razmišljanje, ki se ga tukaj lotevamo vsak četrtek že dolgo časa, katera hrana je za nas dobra in katera ni. In ko tako razmišljamo, z lahkoto ugotovimo, da je naša naloga zelo preprosta. Nič se ni treba prikrajševati. Zgolj kakšno hrano je treba zamenjati z eno drugo. Vse ravno. Okay?